Danes na Valu 202 ob dnevu biosfernih območij predstavljamo tudi zgodbe ljudi, ki so znali v svojem domačem okolju najti priložnosti za to, da so ne le ostali v nekem izjemnem naravnem okolju, ampak tudi izkoristili naravne danosti tega okolja, pa tudi bogato tradicijo in potem iz vsega skupaj naredili neko zgodbo ne le o preživetju, ampak morda tudi v uspehu. Erik Sarkić, Brinjin, se najdete v tem opisu? Zelo lep opis, ki veliko pove in nekako tudi jaz sem del tega opisa, oziroma se najdem v tem opisu. Povejte mi, kako ste kot nekdanji profesionalni rokometaš, komunikolog in konec koncev magister logistike s precej dobro službo naredili nenavadno in pogumno potezo ter postali žganjekuh? Predvsem iz ljubezni, ljubezni do nekega hobija, veselja do hobija, ki sem ga imel, ki so mi ga dala moja nona, moj oče in nekako dejansko sem imel ta hobi rad in hvala Bogu je postal moj posel oziroma način preživetja. In vpetja v lokalno okolje. No, eden od postulatov biosfernih območij je tudi spoštovanje tradicije. Najbrž bi se težje odločili za en tak korak, radikalno potezo, mogoče, če žganjekuha ne bi bila, kot ste omenili, neka družinska, močno zakorenjena tradicija. Torej, posel, ki ga zdaj delam, nekako izhaja iz Brinjevca. Brinjevc je tu doma, na Krasu, v Brkinih je doma. Mislim, da je najbolj tradicionalna pijača oziroma najbolj tradicionalno žganje v tem delu in seveda je to na nek način začetek zgodbe, ki jo ustvarjam še vedno. Seveda se niste ustavili samo pri pridobivanju domačega brkinskega Brinjevca, ki je bil od nekdaj znamenit proizvod, litri in litri, če ne hektolitri so odhajali po celi Sloveniji, predvsem v Trst, ampak ste že nekako postavili, seveda kasneje, temelje neke, če ne celo prve kraft proizvodne džina pri nas, do danes ste uspeli že dobro uveljaviti blagovno znamko Brinjin. Ali je džin logična nadgradnja Brinjevca? Ne morem reči, da je logična nadgradnja, ampak je neka usporedna zgodba. Brinjevec in džin na prvo žogo mogoče zelo podobni pijači, sta hkrati zelo različni pijači. V bistvu je pijači, ki imate edino skupno točko v tem, da je v obeh brinova jagoda, so ostalo pa seveda drugače. In prav zaradi tega mnenja, da je Brinjevec džin oziroma džin tudi Brinjevec, je nastal džin pri nas doma, ker nekako ta želja po znanju, kaj džin je, kako se ga dela in iz nepoznavanja džina me je privedla do tega, da sem ga sploh naredil. Kako že gre tista vaša definicija? Vsak Brinjevec je džin, džin pa ni Brinjevec. Torej, Brinjevec je džin, džin pa ni Brinjevec, tako je. Vi danes varite več vrst džina. Zanima pa me, ali poznavalci džina kdaj vihajo nos nad tistim prav posebnim splavo oznako. Proizvajate namreč tudi brezalkoholni džin. Brezalkoholni destilat, vas moram popraviti to, ker brezalkoholnega džina ni, ker ne ustreza definiciji, ampak velikokrat vihajo na prvo žogo, kasneje, ko pomislijo, ponovadi tudi odnesejo kakšno steklenico domov. No, pri destilaciji ali pridobivanju brkinskega Brinjevca pa je stranski produkt brinovo olje, no in ker so ljudje na teh koncih že od nekdaj znali uporabljati vse, kar mi je ponudila narava, je to kolateralno škodo pri pridobivanju Brinjevca izkoristila, Erik, tudi vaša partnerica Petra, ki jo zdaj pozdravljam z nama. Petra, lepo pozdravljeni. Povejte mi, kdaj vam je prišlo na misel, da bi lahko brinovo olje sploh uporabili v kozmetiki? Torej, brinovo olje je bilo včasih največkrat pripisano zdravilo so strani zdravilcev, prav zaradi njegovega širokega spektra delovanja. Brinovo olje deluje na kožo antiseptično, tonizirajoče, krepi mikrocirkulacijo in ima blagodejni učinek pri vlažilnih ekcemih, uspešno zdravi tudi akne in razširjene kapilare. To je bil razlog, da sem ga uporabila v svojih kozmetičnih izdelkih in naredila kozmetično linijo z imenom Brin Skin. Pa imate sicer izkušnje v kozmetiki?
Po poklicu sem farmacevtski tehnik. Moj poklic je izdelovanje zdravil in kozmetike. Z Erikom si tudi prizadevava, da bi brinovo olje uporabljali tudi naslednje generacije in ne bi šli njegovi učinki v pozabo. Odlično. To sta bila Erika Sarkić in Petra Gril, ki sta s svojima dejavnostima prava ambasadorja biosfernega območja Kras. Hvala za gostoljubje obema. Petra, morda za konec, kateri džin vam je najljubši? Ja, citrus, absolutno. Hvala in veliko uspeha obema pri vsem, kar počnete.